You go, girl. A veš, kaj bi dala, Aljaž, da bi to, kar smo že povedali, preden smo vklopili snemalnik, to bi bila vsebina, a? Nataša, vse to je vedno tako, ne? Pač To je vse vedno tako, tisto, ja. kar je zanimivo, kar damo ven, obstaja potem še tisto, kar je boljš, da ne gre ven, zato da imava tudi midva nekaj od tega, tako rekoč notrnjo insajdersko ekskluzivo. Res je. Tako No, je. in v tej epizodi, ki je bila v nastajanju, po mojem, Natalija, tam nekje od oktobra. Pač taki termini, prestavljali so se sestanki, sprejemali načrti, smo rekli, da želimo, da je nekaj sprejeto, preden lahko kaj konkretnega rečemo, ampak eto, po parih mesecih Natalija Gorščak, generalna Capo di banda na RTV oziroma uradno predsednica uprave RTV Slovenija. Zdravo. Živjo, pozdravljena. V tej epizodi bomo, Aljaž, govorili o RTV. Velikokrat jo imava na ustih z različnimi gosti in v različnih kontekstih, zdaj pa sva potrkala na najbolj vrhnja vrata in Natalijo povabila pred skoraj 6 leti, je že bila gostja, takrat je bila direktorica TV Slovenija, v najinem podcastu je govorila o tem, kakšno je oziroma pomen timskega dela, pogovarjali smo se o izzivih, ki jih ta položaj prinaša, no, zdaj je pač še stopničko 2 višje in naju bo zanimalo slišati, kako pa iz tiste perspektive izgledajo stvari. Ja, res je, pri čemer je treba dodati še za kontekst, ne, v 12 sezonah Metinega čaja je zdaj to že tretja, ne samo Capo di banda, Capo di tutti capi di RTV Slovenija, ne. Mislim, da je bil prvi takrat še generalni direktor Marko Fili, potem vmes ni bilo nič iz očitnih razlogov, potem Zvezdan Martič in zdaj seveda Natalija Gorščak, kot si rekla, Nataša, že drugič, ne, zdaj v drugi vlogi, ampak mislim, da je prvo vprašanje, ne glede na to, še vedno prav, da je še vedno isto, ne? In to je, spoštovana Natalija Gorščak, da se malo predstaviš. Za tiste, ki te teme ne spremljajo ravno glih vsak dan in non-stop, če se lahko malo v medijski kontekst umestiš. Pa še to samo dodajam, da ne bo kdo komu živc po tleh padel. Tikamo se, ker se res že zelo dolgo poznamo. Izvoli, Tako je, Natalija. tako je. No, moje medijsko udejstvovanje sega v otroška leta. Bom rekla, če rečemo, da je bil moj prvi medij teater, ko sem gledališko predstavo naredila za 8. marec pred blokom. To je bil moj prvi scenarij. Potem sem v šoli ustanovila šolski radio in ga tudi vodila. To je bila gimnazija. Ko pa sem prišla v Ljubljano, sem bila pač poslušalka Radio Študent, in ko so takrat spomladi leta 85 posekali topole pred študentskim naseljem, pred mojim 9. blokom, se mi je pa čist strgalo, ker sem pol šla malo raziskovati, zakaj se je to zgodilo, in je bilo zato, ker je bil sin enega partijskega funkcionarja alergičen na topole in so potem posekali 86 topolov in z Igorjem Škamprlem sva pol celo akcijo naredila in jaz sem šla takoj seveda na Radio Študent, je treba nekaj narediti. In takrat zavrla ni bilo doma, so rekli, pejdi v 4. blok, kjer je imel sobo, daj mu to povej, pridem jaz tja, potrkam zavrlo in rečem, jaz bi pa pač rada, da vi to obravnavate, ker to je škandal, tam je treba posaditi nova drevesa in ne vem kaj. No, in Franc je rekel, ja, nared. In tako sem jaz začela delati na Radio Študent in tam sem v bistvu začela, dejansko sem delala bolj ekološke teme, delala sem to zastrupitev krupe s PCB-ji, takrat je to bila prav taka orenk raziskovalna tema, tudi neko snemanje na skrivaj zdravnikov, ker najprej so govorili, da so bile to ciroze jeter, zaradi katerih so ljudje umirali, pa so pa priznali off the record, da je to bil razpad jeter zaradi prevelike količine PCB-jev. In kaj se je izkazalo, da pa na koncu so iz te vasice potem pošilja ljudi na čiščenje jeter v ZDA. Kar se je pa kasneje enkrat, ko so me odstavljala,
bom rekla, prejšnja desna oblast, ko me je odstavljala z mesta direktorice, se je pa nekdo iz tistih koncev javil in mi povedal, da sem v sorodu z ljudmi iz tiste vasice. A ne? Kako je to zanimivo življenje, ko po ne vem kolikih letih ugotoviš, da si pač v bistvu v daljnem sorodu z ljudmi iz vasice, ki si jih želel rešiti kot študent. A ne? V glavnem potem sem delala na Radiu Študent kar nekaj časa, pa delala sem pol v JBTZ aferi z intervju z Borštnerjevo hčerko, pa pol to objavila v Mladini. V Mladini sem nekaj časa pod nekim psevdonimom pisala. Potem sem pa v bistvu... Ti si Stanka bila. Ne, nisem Stanka se bila. vem. Ne. Stanke so pa druge, so pa kakšni Stankoviči, a ne? No, in potem sem pač začela delati na kanalu A po eni taki izkušnji v enem računalniškem podjetju, ker sem delala v marketingu in odnosih z javnostjo. Na kanal A sem se pač odločila, ko mi niso hoteli iti, to je bil čas pred volitvami. Na tej marketinški firmi sem ostala na pripravniški plači tudi po pripravništvu in sem se malo razjezila in sem rekla, da je pa tako pred volitvami sigurno rabijo na kanalu A kakšnega novinarja, tako ko sem delala na Radiu Študent, zdaj grem tudi na kanal A in sem prikorakala k Pozniču z idejo, koga naj volimo s tako akcijsko, aktivni državljan, sprašuje, kaj bo ta vlada spremenila oziroma kaj bo ta stranka spremenila, če bo prišla na oblast, v konkretnih primerih, recimo. Jaz sem takrat sodstvo šla delati, pa postopki pridobivanja kreditov in tako naprej. Ampak takrat je pa Andrej Poznič rekel, jaz pa rabim enega za marketing in PR. To sem delala 1,5 leta, pa sem pa seveda takoj v programu končala in od takrat naprej pač sem zvesta televiziji. Vmes sem pač, se pravi, bila sem na kanalu A potem do leta 1996. Potem, ko so prišli ameriški lastniki in ko je gospod iz ZDA želel imeti nanizanke, v katerih so bili v glavni vlogi samo temnopolti, in ko sem rekla, da to nikakor ne bo šlo v Sloveniji, je začel kričati na mene in se rekla, da na mene je kričal samo moj oče, da pa nihče drug ne bo, in odkorakala protestno in šla na nacionalko, kjer so me pa že prej vabili. Miša Molk je rekla, če bi prišla delati v razvedrilni program. Ona je bila takrat odgovorna urednica. No in potem sem šla v razvedrilni program. Najprej sem delala ta pravila za pesem Eurovizije, pol so to predali Nataši Jasejev, pol sem pa jaz začela delati Resje, ker so tam bolj rabili, no in potem sem delala najprej Resje, pa pol kakšne te, kam so si šli, te prvo dobrodelno akcijo, Mobitel pa te medvedki. Definitivno torej izkušnje imaš polno, bottom-up v smislu poznavanja RTV sistema. Vse, tako vmes sem bila v ZDA, na CNN-u, pa pol sem bila na teh raznih ameriških televizijah, kjer sem se učila tudi bottom-up vseh del. Vmes sem, ko sem bila freelancer, sem delala tudi na filmu, tudi v Italiji sem delala, tudi kot tajnica režije. Natalija je 60 bom imela, 20. julija bom imela 60 let. 60 let. Je pa res, da ko sem delala Resje, sem ugotovila, da je moje življenje tako bogato, da redko kdo, mislim, da samo Boris Kavaca se je po pestrosti življenja lahko kosal z mano, drugače so pa vsi imeli zelo dolgočasna življenja proti temu, kar sem imela jaz. No. Je rekla neskromno. Izvoli, Aljaž, kaj bi želel vprašati? A je kakšen aspekt televizije, ki ga nisi izkusila? Ne vem, vremenska napoved morda, ker vse ostalo se mi zdi, da si počela. Ne, pri vremensko napoved sem pa v bistvu dobila eno nalogo, so me najeli na S4G Wales, to je televizija, kjer govorijo v valežanščini, in oni so rabili nekoga, da nauči voditelje nastopati pred kamero za napovedovalce vremena. In kolegica, ki je bila tam, je rekla, ti imaš te izkušnje z razvedrilami, hočemo imeti nekoga, da je bolj tako sproščen, ker zdaj imamo te informativce, ki so zelo taki togi. In sem šla gor in sem bila tam en teden in sem imela 3 fante, ki sem jih učila, in en je še vedno eden najbolj
bom rekla, slavnih napovedovalcev vremena na S4G-ju. Tako da sem tudi, ampak nisem vreme, kot da bi jaz karkoli, ampak sem učila ljudi, kako stati pred kamero, pač, ko napovedujejo vreme in kaj lahko povejo, kaj je smiselno dodati in tako naprej. No in potem te moram kar takoj vprašati, zdaj, ko si oberšefica nacionalne televizije, nacionalne radiotelevizije, kako se kaj vremenkoti na TV Slovenija obnaša? A je to, kar bi si ti, kot človek z izkušnjami, si želela od napovedovalca vremena? Najprej moram jaz povedati, da to ni nič v moje pristojnosti. Tako da je to zdaj moje mnenje osebno. Tako, kot nekdo, ki ima izkušnje iz tega. Glejte, jaz mislim, da smo mi tudi v informativnem programu in tudi pri vremenu smo preveč togi. A ne? Pri nas velja, da če si smrtno resen in zategnjen, da je to potem, da je to dosti več vredno, kot če si malo bolj sproščen. Mislim, da je vreme prostor, kjer bi bili lahko bolj sproščeni, kjer bi lahko tudi povedali še kaj več. Mislim, da danes že vemo, da v bistvu, če je telo sestavljeno iz koliko je 75% vode, zdaj da ne bom me kdo za jezik, mislim, ne vem, če je to točen podatek, ampak iz velike količine vode, a ne, in da če Luna, a ne, ko menja pozicijo, tako vpliva na oceane, se pravi, da vpliva tudi na človeka, a ne? In da mogoče, a ne bi bilo slabo, da bi mogoče tudi kakšno tako zadevo, ne vem, danes je pa polna luna v tem in tem znaku in bodite pazljivi na cesti, ne bi bilo nič slabo, če bi kaj takega rekli. Ali retrogradni Merkur. Tako, ali retrogradni Merkur. Mislim, prosim lepo, ja. No, ali pa recimo zdaj, ko je pač Saturn prišel iz rib v ovna po 250 letih, a ne, kjer se začenjajo res velike spremembe, pa ko bomo imeli eno veliko spremembo Urana in potem Plutona še julija, in to pomeni leto sprememb, letos bom rekla lesene kače, ki je letos, bom rekla, moje leto, je vedno bilo leto sprememb, leta 65, ko sem se jaz rodila, je bila v Jugoslaviji prva gospodarska kriza, tako da to je definitivno eno hudo leto sprememb. Popolnoma, pač bom rekla, jaz poslušam nekatere zelo dobre astrološke podcaste, ki pravijo, da se totalno spreminja koncept življenja, ekonomije, politike. Nažalost vidimo, a ne, to, da se koncept politike zelo spreminja, a ne. Ampak to je to, a ne. Mislim, spremenilo se bo. Jaz sem sicer večni optimist, moj kolega pokojni Mile Vrek je rekel, jaz ne vem, odkot ti jemlješ ta optimizem, ampak na kanalu, ako sva delala skupaj, ko ni bilo denarja, je rekel, ampak ne vem, kako ti uspe, ampak pač jaz skušam vedno vsaki najslabši stvari najti nekaj dobrega. Potem pa, oprosti, Nataša, izvoli, ker me je že zaneslo. Dej, ker si imel zalet, imaš nekaj. Kaj dobrega si potem našla, ko si vendarle postala predsednica uprave RTV Slovenija? Ker novice, ki so prihajale iz hiše, se pravi med stavko in potem v tem džumbusu po stavki, ko ste se, da bo rekel, diplomatsko iskali, kaj si našla dobrega? Našla sem tisto, kar je že ves čas v tej hiši in za kar trdim, da je eden večjih zakladov te hiše. To je ena skupina ljudi, ki dela zelo predano, ki se zaveda pomena javnega servisa in ki so veliki strokovnjaki. In še vedno trdim, da teh ljudi ni malo, zagotovo jih je 1/3, če ne še več, ampak 1/3 jih je zagotovo. In ti ljudje meni vedno znova dajejo pač moč in upanje in se mi zdi, da tudi zaradi njih se odpovem, sem se lani recimo odpovedala vsemu dopustu, ne vem, skratka delam vse te stvari, ki so včasih mogoče malo izven nekega normalnega mindseta, ne, ker dejstvo je, da ko si na enem takem delovnem mestu, to je pač, tako delovno mesto te vzame, ne. Pa še nekaj je, jaz mislim, da ta hiša,
karkoli že rečemo, ima neke vsebine, ki jih nihče drug nima. A ne? In tudi to je tisto, kar mislim, da je strašno pomembno za narod, slovenski prostor, družbo, skratka za vse. Meni je najprej, jaz sem, bom rekla, velik ljubitelj slovenskega jezika. In mislim, da je ta hiša še vedno hiša, v kateri se govori najvišji register jezika, v kateri skrbimo za najvišji register jezika, ne sicer tako, kot smo nekoč, in ne v tolikšni meri, kot bi si jaz želela, ampak vseeno mislim, da je to izjemnega pomena za slovenski kulturni prostor. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna, je, da imajo na RTV Slovenija vseeno prostor vse skupine marginalne, se pravi od socialnih marginalnih do narodnostnih, do bom rekla, ljudi s telesno okvaro, do drugačnih, bom rekla, tudi mentalnih sklopov ljudi, se pravi tisti, ki ne morejo tako hitro razmišljati, imajo. Mi vseeno imamo medije, ki so zelo, zelo odprti glede na vse ostale medije, ki obstajajo. Pa ne govorim pa seveda o Metini listi, ker mislim vseeno, da je druga kategorija. Je druga kategorija in vi se lahko kosate in bi bili, in moja želja je tako in tako bila, da bi nekaj takega imeli v hiši in bi morali tak način bi morali inkorporirati v naš program, ampak žal ni to v moji moči, mogoče bomo en dan se združili in naredili še nekaj boljšega skupaj. Natalija, hvala za tole, ker zdaj sledijo pa težka vprašanja. Ampak preden ti ga zastavim, vi ste glih pred dnevi, ne, se mi zdi, da ste svojim sodelavkam pa sodelavcem podelili nagrade oziroma priznanja za delo, za nadpovprečne dosežke in tako dalje. Ste glih te dni, ne, to podeljevali in prepoznavala, ne. No, zdaj pa mi povej, okej. Znotraj zavoda so plusi, so minusi. Navzven, ko delajo raziskave o medijih, o novinarjih in novinarkah, tudi RTV posebej, ker je pač največji in ogromen, zakaj po tvojem je zaupanje v vse nas na dnu skoraj? Zakaj nam te številke še padajo in referiram se tukaj na to raziskavo zaupanja v inštitucije in poklice, ki jo dela Valicon? Zakaj misliš, zakaj po tvojem smo v slabi formi ali pa zelo slabega ugleda, ko gre za naše občinstvo? Jaz mislim, da smo prvo veliko napako naredili v času covida. In to mislim, da bi morali popraviti, pa nekako ne popravimo. Namreč podcenjevanje ljudi, ki mislijo drugače, ljudi, ki se niso želeli cepiti, ljudi, ki so zavračali ukrepe, smo jemali kot nekoga, ki je proti javnemu zdravju. V bistvu smo prevzeli diktat politike, ki je govoril, zaprite se, nataknite si maske, cepite se. Ne? Vemo, da zdaj švedska družba, ki tega ni imela, ki ni imela tega pritiska, ki ni imela tega pregona državljanov, je izšla iz covida mnogo bolje, kot smo mi. In mi takrat res smo bili, enkrat smo samo v Tarči poskusili malo to, bom rekla, drugo mišljenje, pa je bilo takrat pogrom na Tarčo. Ampak mislim, da takrat smo izgubili kar veliko ljudi, ki nas je prej spremljalo. To je bil prvi fopa. Naslednja zadeva, mislim, da je to bila ukrajinska vojna. Mi smo v ukrajinski vojni se postavili popolnoma na eno stran, popolnoma. Mislim, tukaj pač ni dvoma, da nobena žrtev pač ne sme ostati pač neomenjena in da se je ne sme obsoditi. Ampak vemo, da vojna ni samo stvar ene strani in da je vedno stvar nekih trenutkov iz zgodovine, se to učimo, kako pride do vojne, kaj so razlogi, da pride do vojne. Tega mi sploh nismo definirali. Mi tistega famoznega sporazuma iz Minska in vseh dogajanj, ki so se potem dogajale, o tem sploh nismo govorili. Recimo, jaz sem
poslušala en podcast hrvaškega strokovnjaka, ki živi v Monaku, Aleksa Krajnerja, on je iz tega bančnega sveta, ki ima, bom rekla, to, kar sta govorila, zdaj spet se vračam k Marksu in Engelsu, ker mislim, da sta bila hujša od Nostradamusa, ker sta predvidela vse to, kar se zdaj dogaja, ki sta govorila o kapitalskih težnjah pred vojnami. A ne? O tem sploh nismo govorili, odkot prihaja, zakaj ravno Ukrajina. Mislim, naslednja stvar, Izrael, Palestina. Mislim, grozljivka, kar se dogaja v Palestini. Ampak kje so razlogi, kje je zgodovina, ta širši kontekst? Tlele mislim, da nismo dovolj dobri. No? Tudi kar se tiče domače politike. A ne? Mislim, kaj bom rekla? Janez Janša je črni vrag, ostali so vsi boljši. Mislim, ne vem, jaz mislim, da je treba imeti kot novinar, moraš imeti distanco do tega splošnega mnenja in iti res pogledati, kaj kdo naredi, kakšni so mogoče vzvodi za to, da to naredi, pa ne, da sem jaz podpornik kogarkoli od tukaj, ampak govorim samo o tem, da pa tudi recimo zdaj Trump. A ne? Trump je najhujši, pa to, njegova dikcija, vse skupaj, pa to. Ampak kaj je sprožilo, mislim, kaj je bil razlog, da so Američani Trumpa izvolili? Zakaj so ga izvolili? Recimo o tem nikoli, kaj se je v ameriški družbi dogajalo, sej tu pa tam je, ampak mislim, mi dejansko kakšnih poglobljenih analiz ne dajemo in to mislim, da pogrešam jaz osebno. Mislim, jaz pol iščem podcaste, iščem tuje članke, ob tem, da recimo mi v medijih Južne Amerike sploh ne zaznamo, ne vem, recimo to tudi Turčija, ko so pač prvaka opozicije zaprli, ampak sicer, mislim, Turčija je močna država, vpliva na Balkan, na Bosno, ki je zelo blizu. Po drugi strani, ne vem, mislim, ta zdaj recimo bosanska situacija, ki je zelo, zelo kompleksna in zelo težka, mi o njej ne govorimo, pa je to pa tlele imamo ne vem koliko ljudi, ki so vezani na to področje. Ne? Mislim, tudi recimo o študentih poročamo, ampak se mi zdi, da spet ne gremo v to, kakšne so politične zahteve študentov, kdo bi jim moral pomagati, zakaj to vse, mislim, ker zdaj tako, ko gledaš, ne veš, kaj se bo zgodilo, zaradi tega, ker jaz se sam bojim poletja, da se bo to vse skupaj zvodenelo, ker se mi zdi, da nekih političnih pravih zahtev ni. Skratka, se mi zdi, da ne gremo dovolj v globino in da ljudje, tudi če jih imamo mislim, večinoma mi vsi skupaj podcenjujemo svoje uporabnike, kar je največja napaka. Ne? Uporabniki si želijo več in poglobljeno. Samo za pojasnilo, ko govoriš o študentih, govoriš o srbskem študentskem protestu. O srbskim, seveda, o srbskih, okay. Ja, seveda. Zdaj, pač kle milijon enih vprašanj se odpira. Glede COVID-a oziroma ravnanja v COVID-u, verjetno je jasno, da so pač mnenja tukaj tudi v smislu vloge RTV različna. Marsikdo bi rekel, da so bili javni mediji tisti, ki niso opravljali svoje vloge, ne v smislu različnih mnenj, čeprav je tukaj znanost bolj enotna, ampak v smislu tega, da so podpihovali ta dvom, nejevero, sovraštvo do javnega zdravja. Ampak, ker pa mogoče, da je to v bistvu povezan, ta širina javne razprave, Ukrajina. A veš, konkretno na multimedijskem portalu vaše hiše sta vsaj, ali pa je ena skupina novinarjev, za katere bi marsikdo rekel, da ne samo, da dajo nasprotno mnenje, se pravi, ampak da so celo elementi, da so vse temu reče, eksponenti sovražne propagande. Skratka, kako se ti zdaj v svoji novi vlogi soočaš z temi, dajmo temu reči, različnimi mnenji,
o vlogi, naravi in delu javne RTV hiše? V tem trenutku se s tem sploh nimam časa ukvarjati. Ker se ukvarjam bom rekla, sanacijo kadrovskih zadev, finančnega stanja, organizacijske strukture, skratka, dejansko se s temi stvarmi, s katerimi bi se tudi morala ukvarjati, ne ukvarjam, ker je toliko ostalih zelo nujnih zadev, ki jih moram urediti, tako da to je samo, bom rekla, jaz lahko razmišljam, ampak da bi se pa kaj sistemsko pogovarjali, pa to popolnoma prepuščam 3 direktorjem. Natalija, ko si prevzela vlogo predsednice uprave, je bilo jasno, pa tudi v svojem načrtu si to omenjala, pač treba stvari spremeniti, pripraviti nacionalko na 21. stoletje, prestrukturirati zadeve. Zdaj pa povej, kako to izgleda, ko krmariš eno letalonosilko. Kaj so stebri, ki jih želite na novo utemeljiti? Kaj so ključni momenti te prenove in tega prestrukturiranja? Najprej, že sama ideja, da bi medijska hiša v 21. stoletju morala imeti stebre, ki bi se jim reklo platforme, je zgrešena, a ne? Jaz mislim, da 21. stoletje prinaša v bistvu vsebino na prvem mestu. Distribucija vsebin pa mora biti tako modro postavljena, v bistvu gre za politiko, kako boš novico plasiral, zato da bo prišla do čim več uporabnikov. Ker namreč danes ni več problem imeti platforme in imeti vsebino v končni fazi, problem je, kako najti uporabnika. Ker uporabniki so tako razpršeni povsod in velikokrat so se že odmaknili od nas. In naša naloga je, da na nek način jih najdemo nekje drugje, seveda z zanimivimi vsebinami, a ne. Tako da jaz mislim, da tlele v hiši je prva naloga, da gremo v uredniško politiko digital first, oziroma najprej digitalno, a ne. Ampak ali je to najprej digitalno samo na naši spletni strani, ali je to hkrati tudi na družbenih omrežjih. V tem trenutku je definitivno moraš biti hkrati na družbenih omrežjih in na digitalni platformi. Brez tega ne preživiš, a ne. Tako da mi se zdaj ukvarjamo s tem, da spremenimo mentaliteto tega, da imamo stebre. Stebre v bistvu je treba na nek način ne porušiti, ampak stopiti enega v drugega in vse skupaj stopiti v to, da stebrov ni, ampak da je samo vsebina. Potem pa je zelo dobra uredniška politika zadaj, kako bomo to vsebino plasirali. In kje bomo, bom rekla, povedali nekaj, zato da bomo potem gledalce pripeljali na televizijo, poslušalce na radio in potem bralce na splet. Kje pa pol, če se poskuša odmakniti od teh stebrov pa gor graditi, pa se gre za vsebino, pa najdeti potem, kje so ljudje in jih tam ujeti. Kje pa pol ti vidiš recimo največji odpor znotraj hiše, ko praviš, da poskušate spreminjati mentaliteto? A so to ljudje, pa spreminjanje mentalitete, a je največji odpor, ko gre, kako bomo s financami te stvari podprli? Kje vidiš ti? A veste, finance so vedno izgovor za to, da nečesa nočeš narediti. In vedno rečejo, koliko denarja bomo imeli, da bomo to naredili. Ti za to potrebuješ nekaj denarja, ampak ne spet toliko, da ga ne bi mogel dobiti. To je prva zadeva. Druga stvar je, največji odpor je vedno pri ljudeh. Zakaj? Ljudje, ko so na nekem mestu že 100 let, se zelo neradi spremenijo. Taki smo po naravi. To je čisto v človeški naravi, to ni nič hudega, če so ljudje taki, a ne. Težava je, ko ti v bistvu ne moreš stimulirati tistih, ki so kritični in ki bi radi nekaj spremenili in ki imajo to distanco, ampak ti jih v javnem sektorju zelo težko stimuliraš še dodatno, da bi bili te gonilne sile nekih takih sprememb. In to je zdaj največji izziv, a ne. Ker če jih ne moreš z denarjem, jih moraš na drug način, a ne. Se pravi, kako stimulirati te ljudi. V tem trenutku smo mi
imamo delovno skupino, ki jo vodi kolegica Jasmina Jamnik, ki skupaj z skupino iz EBU-ja, strokovnjakov za pač integracijo, pripravlja projekt integracije. Ta projekt je v bistvu že pripravljen in ga bomo v maju predstavili najprej delavcev, potem pa še svetu. Potem pa začeti počasi z implementacijo tega. Ne? To je ena stvar, ki že poteka. Hkrati s tem poteka tudi projekt prenove informacijskega sistema in prenove delovnih procesov. Se pravi, te vse podpornih služb in podpore glavnemu, bom rekla, korporativnemu biznisu te hiše, ki je proizvajanje vsebin. Ob tem pa še seveda imamo v tem trenutku zunaj razpis za prestrukturiranje, ker vemo, da brez prestrukturiranja hiše, se pravi neke stimulacije teh ljudi, ki imajo pogoje za upokojitev, da bodo šli v pokoj, in brez tega, da bomo videli, če imamo kje kakšne rezerve, ki jih pač ne moremo ali premestiti ali kakorkoli, počasi najti varianto ali da jih stimuliramo, da odidejo, skratka nekaj. V vsakem primeru mi kakšnih drastičnih posegov v strukturo zaposlenih, je pa nekaj treba reči. No. Ta hiša stroškovno nameni za stroške dela več kot 65% svojega proračuna, kar vsi vemo, da je vsak menedžer, ki bi to dobil, bi rekel, pa to je popolnoma nevzdržno, in to je nevzdržno. Kakšna je pa praksa sicer, kakšen odstotek? Ja, recimo bavarska televizija ima 35% stroškov dela. Je pa res, da ima mnogo več freelancerjev, kot pa mi. Pri nas je težava s temi elementi delovnega razmerja, ki se takoj pojavijo. Oni imajo recimo na Bavarskem, so to tako rešili, da imajo recimo honorarce na mesec, en teden na mesec pač dela eden od honorarcev, tako da jih imajo res ogromno, ampak delajo samo en teden na mesec, ker imajo tudi dosti restriktivno, ali pa 14 dni delajo, ali pa do 14 dni, tako da ne dela toliko, kot da bi bil v rednem delovnem razmerju. Mislim, mi smo v hiši, bom rekla, odkar ni hiša je v bistvu v primežu teh rednih zaposlitev. Jaz mislim, da teh rednih zaposlitev zaposlitev je smiselna tam, kjer ti rabiš permanentni kader. V kreativnih delih bi pa moral imeti mnogo več fluktuacije, ker tako je po vseh ostalih javnih servisih. In mi moramo zdaj najti to formulo, ko iz ene velikanske količine zaposlenih, ki delajo točno tisto, kar so si zamislili, in točno tisto, kar bi želeli delati, in nič drugega, da pridemo v neko organizacijo, kjer bo zadaj za, bom rekla, delom zaposlenih neka uredniška politika, ki jih bo znala razporejati na delovna mesta, kjer bodo znali dobro delati. Vidim, da si zelo popularna, ja, si mislim. Ja, seveda. Se pravi, če jaz to zdaj prav razumem, pa me boš dopolnil oziroma popravljam. Ampak po eni strani si želiš, ne vem, a je to že napoved ali ne, ampak vsekakor vidiš potrebo po recimo temu reformi širine vsebine. Potem imamo globino te iste ali pa drugih vsebin. Pa imamo vprašanje distribucije vsebin in pa seveda še procesno reformo, ker je to taka zelo popularna beseda zadnje čase. To je zelo velik dela. Ja, res je. Plus še eno zadevo, ki je zelo pomembna, smo izpustili, ki je pa sploh ne omenjamo, ki pa bi jo morali začeti takoj delati, ampak enostavno nimam denarja, da bi, bom rekla, ker tlele je treba kar nekaj sredstev vložiti, nam manjka zelo dobra promocija. Tukaj smo res šibki, mi imamo v hiši res majhno skupino ljudi, ki se ukvarja, bom rekla, s komunikacijami, in tlele definitivno bi potrebovali, bom rekla, ekipo mladih, ki znajo delati na družbenih omrežjih in jo angažirati in delati na teh družbenih omrežjih. Kje imaš želodec za te stvari? Si na tabletah?
Ne. Sem na kolesu. Sem na kolesu že od 6. leta svojega življenja. V službo pridem s kolesom, službe grem s kolesom. Tako kot je Aljaž rekel, res zajetno. Zdaj pa, kako to zajetnost dela ali pa poskus RTV narediti v nek modern medijski servis, kar danes, kot se ugotavlja, ni. Kako je to možno ob okosteneli zakonodaji oziroma ali so spremembe medijske zakonodaje nekaj, česar pozdravljaš? Mislim, medijsko zakonodajo je treba obvezno spremeniti. Treba je spremeniti zakon o RTV. To, da zakon o RTV narekuje notranjo strukturo, število medijev, to je v bistvu zgrešena zadeva. To sem jaz sicer takrat, ko sem bila enkrat pozvana k eni skupini, ki se je ukvarjala s pripravo zakona, pa potem je prišel ven nekaj drugega, ampak jaz sem že takrat omenila, da moderni servis v nobenem primeru zaradi hitre spremembe medijev, tudi vsa zakonodaja na področju medijev bi morala biti mnogo bolj ohlapna in bi morala predvsem določati kaj je javno, kaj je trženjsko, meje med komercialnim in nekomercialnim. Skratka, tlele bi morala biti dosti bolj določna. To, katere medije boš pa izdajal, na kakšen način, s kom, to pa je stvar, ki bi morala biti prepuščena mediju samemu in potem tej neki strukturi, ki jo potem sam izoblikuje. Mi pa v bistvu z zakonom določimo, katere kanale, skoraj odgovorna uredništva. Mislim, to je tako za časom, da je joja. Ampak v bistvu vemo, da je že, mislim, glede na to, da je bil ta zakon star, že ta sprememba, da je v bistvu malce drugače definirala strukturo, je bil že korak naprej. Dejstvo pa je, da bi morali biti še bolj radikalni pri spremembi zakonodaje. In v bistvu, jaz mislim, da bi moral imeti zakonodajalec vizijo, kaj želi doseči z zakonodajo. Tega pa pri nas nikoli ni bilo. To je ta težava. Tudi sicer jaz mislim, da imamo mi zakone, ki zdaj vidim tudi te, kar se tiče in delovnih, ki pač zdaj na tem mestu prideš v stik z raznimi zakoni, da v nekaterih primerih zelo določi neko področje, v nekaterih ga pa tisto, kar bi pa v bistvu ti potreboval, da ga malo bolje definira, ga pa v bistvu pusti nedoločeno, in je lahko predmet manipulacije. Tako da mislim, da tlele bi moral, ne vem, fajn bi bilo, če bi imeli včasih enkrat kontinuiteto vsaj 2 vlad, pa da bi vsaj v bistvu se vedelo, kaj se je delalo prej, pa da se ne bo vse, kar je bilo prej delano, popljuvalo, zato da bi se vsaj začelo spreminjati zakonodajo v smeri tega, da res služi pravni državi. Ker v tem smislu, ko imaš nekje preveč določene, pa nekje premalo, ne vem, če je to glih prava pot. Ampak sej, država je še majhna, tako da, mislim, mlada, mi smo še zelo mlada država, tako da je to čisto normalno pri mladi državi. Prej si omenjala, kako po eni strani je bila strateška napaka v preteklosti podcenjevanje gledalk, gledalcev, poslušalcev, samo po drugi strani pa zakoni so točno taki, kakršne si narod želi oziroma kakršne narod dovoli. Tako da, kdo je zdaj kle kriv? Mislim, a veste, kako je? To je tako, kot ko rečete, narod ima rad take plehke oddaje, pa dajmo proizvajati plehke oddaje. Jaz mislim, da naloga nas, kot javnega servisa je, da v bistvu smo še vedno recimo razvedrilni, ampak da vseeno dvignemo nivo na toliko visoko, da v bistvu to ni čist, bom rekla, neka gmajn zadeva. Isto je pri zakonodaji. Pač, če ima narod na voljo pač neko tako bolj neko lahko, mislim, zakonodajo, ki je pač ni, ne vem, vemo, da se s populizmom da marsikaj tudi razbiti pa vse skupaj,
Ampak vseeno, jaz verjamem, da če je zakonodajalec moder, lahko marsikaj bolje spelje, kot pa če je populističen. Ne? Smo pa velikokrat šli v populizem namesto v modrost. Hotel sem v bistvu napeljati na to, da ne samo zato, ker je populizem, ampak da gre v bistvu za interese. Ne? Da pač zato, ker si, ne vem, ljudje najmi prebivalci Baške grape ne zamerijo, ne? Ampak zato, ker imam to eno travmo iz osnovne šole z Baško grapo. Pač, ker si v Baški grapi želijo slišati vse tri nacionalne, radijske in pač videti vse tri TV programe, je treba pač investirati sredstva za to, da bodo v Baški grapi vse to videli. Ne? In po eni strani je prav, da vse to vidijo, ne? Ampak je pa seveda potem tudi to rezultira v kot si omenila, ne, v občasno nenavadno specifičnih zakonodajnih določbah. Ne? To drži, ampak tlele dejansko zdaj, ko govorimo o Baški grapi, ne, Baška grapa je zelo izolirana in če človek plačuje RTV prispevek v Baški grapi, mora dobiti ravno tako, bom rekla, storitev, kot če bi jo imel v Ljubljani. Ne? Tako je. Vprašanje pa je, ali zato, da bo dobil tako storitev, potrebuje dopisnika iz Baške grape, ali lahko pride nekdo tja in naredi prispevek. Jaz mislim, da je to drugo dosti bolj možno, ker vemo, da v Baški grapi se pa vsak dan ne dogaja nekaj tazga, da bi moral imeti tam dopisnika. Ne? Pa še nekaj je, mislim, se pravi, tukaj je modrost zakonodajalca tista, ki mora vedeti, kje so meje, kje pač se je treba približati Baški grapi in kje ne, ne? Pa mislim, če bi modrost bila malo na višjem nivoju, mislim, če bi pač, bom rekla, bolj modri ljudje se s tem ukvarjali, bi zadeve dosti bolj dobro potem tudi se realizirale. Ker problem je, da dostikrat naredimo nekaj populistično, zato ker je to najlažje. Vse najlažje je delati populistične stvari. So najcenejše in najhitrejši rezultati so. Kar nas pripelje do petkovega večernega programa. Ne? Ja. Pa si sama omenila. Ampak v bistvu jaz to dilemo nekako razumem, ne? In da ne rečem sočustvujem. Ker ko jo že potrebuješ, oziroma kdorkoli pač trenutno glavni producent in idejni vodja teh stvari, pride z idejo, za katero veš, da bo gledana, da bo na makro ravni, da bodo številke takšne in takšne, a lahko sploh, zdaj ne vem, če je to v tvoji ingerenciji ali to pač v ingerenciji direktorja oziroma direktorice TV Slovenija, a lahko sploh rečeš ne? Glejte, to je sicer v ingerenciji odgovornega urednika razvedrilnega in direktorice TV programov, ampak, oziroma direktorice televizije, da ne bomo spet rekli, da je direktorica programa, ona je direktorica televizije, ima čez tudi produkcijo in tako naprej. Gre za to, da mi s takimi oddajami, ki niso čisto, prva je bila pač taka, kot je bila, ampak ki niso čisto, niso pa seveda, zagotovo niso po godu urbani publiki, tudi meni niso, ampak a veste, jaz ko pač pridem v Baško grapo, so vsi navdušeni in pravijo, končno imate eno oddajo zame. Ko grejo k maši, se po maši pogovarjajo o oddaji Ja pa jade. In nekdo, ki je plačnik RTV prispevka iz Baške grape, ima končno občutek, da javna televizija nekaj naredi tudi za njega. In jaz mislim, da javna televizija mora imeti bom rekla, ponudbo za vse gledalce. Seveda na nivoju, ki je višji od tistega, ki ga ima, ne vem, konkretno bom zdaj rekla, sem si jo gledala na Arena TV Zvezdano, ki je pri nas izgledala popolnoma drugače, na Arene TV pa izgleda popolnoma drugače, zato ker je pač gre za drugačno vrsto produkcije, recimo tukaj smo imeli urednika, tam urednika ni in se takoj pozna razlika. Skratka, mislim, da vseeno javna RTV mora imeti ponudbo. Mislim, tudi, ko govorimo, ne vem, pač tako imenovana narodna zabavna glasba, narodna zabavna glasba mora imeti prostor tudi na javni RTV, ampak zato, ker je pač, bom rekla, glasba velikega dela prebivalcev te države.
točejo pa tisti, ki so v Ljubljani, ki krojijo ali pa javno mnenje ne marajo, je pač to njihov problem. njihov Jaz se problem, tukaj a kar ne. strinjam s Je pa tabo. res, da ne smeš pa potem dati nekega voditelja, ki ne zna slovensko, a ne, kar pa mene najbolj boli in tukaj pač urednik zdaj dela tudi z voditeljema in tako naprej. To pa je problem, a ne. Če imamo butast scenarij in če imamo v bistvu voditelja, ki ne znata slovenskega zbornega jezika, ampak govorita neko spakedrano ljubljanščino, to pa ni zadeva, ki je vredna javne RTV. To pa je dejstvo. A lahko prosti, Aljaž? Nataša, samo še zato, ker se mi zdi, da z vsem to se seveda strinjam, ne? In daleč od tega, da bi mislil, da je mora biti petkov prime time rezerviran za kakšne, ne vem, hiperintelektualistične scene iz Ljubljanskega centra, ampak dilema, ki se meni pojavlja, oziroma ne vem, ali je to res dilema ali ne, in te sprašujem, ko moraš napisati poročilo o minulem letu, je ena od glavnih stvari, ki zanimajo tako tvoje podpornike kot tvoje zoprnike, je gledanost. Koliko kompromisa ste pripravljeni sprejeti za gledanost? Ali je gledanost kralj ali je kralj kraljica kaj drugega? Ja, glejte, če odlično oddajo gleda ne vem, 10.000 ljudi, a ne, in imaš samo odlične oddaje in na koncu pristaneš do 10.000 gledalcih, a ne, boš kmalu postal nerelevanten. Če pa imaš pravo mero in dobro shemo, da v bistvu ti oddajo, ki jo gleda recimo 100-200 tisoč ljudi, daš pred neko vsebino, ki ti je pomembna in ti bo potem ostalo za naslednjo vsebino recimo vsaj še 80.000 gledalcev, ponavadi pa jih ostane vsaj pol, se pravi 100.000, si pa naredil nekaj dobrega za ta prostor, a ne. Tako da tukaj, bom rekla, je modrost tudi programiranja, kako te vsebine umeščati, a ne, v program. Vemo sicer, da zdaj se vsebine drugače gledajo, se gledajo z zamikov, se gledajo na spletu, ampak vseeno, bom rekla, je še vedno kar veliko linearnih gledalcev, ki še vedno tudi potem spremljajo nekatere oddaje, ki jih sicer ne bi. A ne? Tako da gledanost definitivno je zelo, zelo pomembna. Zelo pomembna. Ni najpomembnejša, je pa zelo pomembna. In se mi zdi to absolutno čisto prav, ker zakaj pa je samo tisto manj ljudi, ki gleda, večja kvaliteta, je tudi to ni. Tudi take oddaje, veliko je bilo res slišati na ta prav, ki ste ga omenila, Ja pa Jadešov oziroma petkov program. Ja pa pač eni ljudje pa to radi gledajo. Gre za to, da to narediš na najbolj profesionalnem in kvalitetnem nivoju. Zdaj, a jaz poslušam narodno muziko ali ne, je popolnoma nepomembno. Ne pa ni, kar prznej. Ja, lej, jaz jo tudi kdaj, ne. So kakšne priložnosti in nimam zaradi tega se nič slabo ne počutim ali karkoli. Opažam pa, Natalija, da je tudi na RTV-ju, da kolikor je nekaj gledano, avtomatično pade, je skomercializirano, to pa ne sme biti na RTV in podobno. Ne. Delati RTV stane zelo veliko denarja in verjetno je to tudi, oziroma povem, poprav me, če ni tako, je to, koliko dobite tudi oglasov, ker tudi to morate dobivati verjetno na trgu. Za eno oddajo, ki jo gleda 200.000, pač dobiš toliko, za eno oddajo, ki jo pa tudi moraš imeti zaradi raznih določil, ki jo gleda pa ne 5 ali pa 10.000, dobiš pa toliko manj. Imaš pa obe, ne? Točno tako. Pa verjetno z 200.000 živi na nek način tudi to, kar je 10.000. Ja, glejte, saj treba je vedeti, da v bistvu televizija Slovenija, ne, se v več kot 20% financira iz oglasnega prostora, ne. Tako da
Kar To seveda je spet ne pomeni po drugi strani, da moraš pa oglasom vse prilagajati, tako, ampak vihati tako. nos nad vsako oddajo, ki ti ni kul, zaradi tega, ker ti misliš, da bi ne vem kaj moglo biti. Ja, lej, ti si 5%, nekih 5% točno je pa to. drugje spet. Ne? No, vse to je to, kar recimo danes je bilo, ne vem, kolegica Špela Kucler je objavila nekaj na Facebooku, kako se nje RTV pač prispevek zvišal, pa ne vem kaj, oziroma se je zvišal samo lansko leto, kako finančna situacija je slaba in tako naprej. In potem piše dol spodaj ena pač aktivistka, piše, ne vem, ukinite oddajo Ja pa jade. A ne? To so te populistične zgodbe. A ne? Mislim, treba je tudi vedeti, da res je potrebno veliko modrosti, kako se staviti, predvsem televizijski program. A ne? Pri radijskem programu je zadeva spet, se pa spet vrti v drugi smeri. Ne? Ko imaš ti nek tako, bom rekla, blagovno znamko, kot je Val 202, ki jo ljudje poslušajo, ne? Predvsem ta, bom rekla, srednja generacija, je spet izziv, kako pol spet mlade pridobiti, kako potem po drugi strani starih ne prepoditi in tako naprej. Tako da vedno moraš paziti, da nekje uravnotežiš, pa ne ta politično, ampak to, da je za vsakega, da najdeš za tisto skupino ljudi, ki jih želiš doseči, da najdejo oni vsi neke vsebine zase. In seveda, da jih na pravilen način plasiraš. Me pa to, Natalija, pripelje do vprašanja, ki je politika, ampak ne ta sorte politike, o kateri smo zdaj govorili, torej kakšne vrste programa, kdaj, koga, kater del občinstva zadovoljiti, ampak RTV in politika, ki je prav, RTV je pogosto v središču, kot se reče, teh prerivanj. Kako ti o tem razmišljaš, kako zaščititi RTV pred vplivi, kako razumeš neodvisnost javnega servisa, kako se temu upirate, koliko pogosto so politiki, je premier recimo v vaši hiši? Mislim, da je, kar se tiče politike, v tem, mislim, da hiša vpliva politike v tem trenutku čuti še najmanj, odkar sem jaz tukaj. Tako bom rekla. Zaradi tega, ker prej, ko smo imeli programski svet, ki je bil res strogo političen, je bilo vedno, ali z ene ali z druge strani so bili taki in drugačni pritiski. Zdaj so verjetno tudi, mislim, ker na mene niti jaz nimam tega, verjetno na novinarje so ta pa druga interesna skupina. Ne? Moje mnenje je, da je naloga javnega servisa ta, da v bistvu vsa vprašanja obravnava, kolikor se da, mislim, zato ker pač vsak ima neko osebno mnenje, ampak kolikor se da nevtralno. Se pravi, da prepoznamo, ne vem, ali gre v neki zadevi res za neko hudo kršitev in je treba narediti res veliko zgodbo, ali gre v drugem primeru za ne tako veliko kršitev in ne delamo ne vem kakšne velike zgodbe, ker vemo, da pač komercialni mediji znajo zelo dobro pumpati kakšne zgodbe. A ne? In tukaj moramo paziti na javni RTV, da se pač v to past ne ujamemo. In jaz mislim, da zdajšnji Polona Fijavž kot odgovorna urednica televizijskega programa, da Danijel Poslek kot odgovorni urednik radijskega infoprograma, Ksenija Tratnik kot odgovorna urednica spletnega informativnega programa, da delajo v smeri, včasih mogoče kakšna stvar ni tako uspešna, včasih malo ampak ker to ni čisto odvisno od njih, ker je včasih odvisno od posameznih novinarjev, ker vseeno je kar dovolj, jaz mislim, da uredniške avtonomije imamo včasih, bom jaz rekla, še preveč, ker nekateri novinarji si uredniško oziroma novinarsko avtonomijo, jaz mislim, da je pomembna uredniška avtonomija, si tako razlagajo, da v bistvu delajo, kar hočejo in na kakršen način hočejo. Ne, jaz mislim, da je urednik tisti, ki narekuje, kako mora zadeva izgledati. In urednik je tudi odgovoren, zato pa pač je odgovorni urednik. Ne? In jaz mislim, da odgovorni urednik mora biti tisti, ki določi meje, v katero smer bomo šli, in seveda zadeva pa mora biti pripravljena tako, da upošteva vse aspekte zgodbe. Ne? Tako Nate pritiskov politike ni. Ne, rabiš, ne.
Ne, vsak ima kakšno, a veste, jaz politiko sem obiskala vse politike, vsak je imel kakšno pripombo glede programa. Ampak bom rekla, ni bilo pa, da bi bil, da kakšna, pritiskov, da bi pa imela, pa ne. Največji pritisk je to, kako je s financami, a ne, ampak to je pa rezultat tega, ker je bila hiša zanemarjena vsa ta leta. In jaz moram še vedno pravim, da ta politika, ki je zdaj na oblasti, se pravi, ta vlada je prva vlada po 12 letih, ki je sploh ugrizelna v kislo jabolko, tako zakona o RTV in financiranja RTV, tako zakona o medijih in popolnoma spremenjene medijske krajine, ki jo je treba na nek način urediti. In kakršenkoli že je zakon o medijih, je mnogo boljši od tistega, kot je bil prej, pa tudi, če nismo zadovoljni z njima. Ne? Jaz mislim, da vsak premik, že zavedanje to, da vlada se zaveda, da je treba spremeniti te zakone, je že velik korak naprej. Puščanje statusa quo je najhujše za medije. Ne? Res, ker to, kar se nam je zgodilo vsa ta leta na RTV-ju, ko smo bili popolnoma zanemarjeni, to ni bilo v redu. In to se je tudi odražalo. In tudi zdaj je ta situacija, kjer je neka mešanica kaosa, vrtičkov, nekih čudnih lobističnih pritiskov, to ni v redu, a ne? Ko govoriš o lobističnih pritiskih, misliš na kaj? Mislim na lobistične pritiske na posamezne novinarje, na posamezne urednike, ki se dogajajo, a ne? Ampak to so zadeve, ki so še odprej bile, a ne? Ker pač ni bilo neke sistemske ureditve, ker uredniki sploh pa bom rekla pod grahom, a ne, ko so zgubili vso avtonomijo, a ne, takrat se je sesulo še tisto, kar smo mogoče prej skušali vsaj nekako vzdrževati, a ne. Ko si omenila pač ta finančni aspekt oziroma težave s financiranjem, verjetno ena najbolj osovraženih besednih zvez v politiki je dvig RTV prispevka. Pa Nataša me to vedno znova, ne, si mislim, da vsakič, ko je ta debata, se vrnem na ta moment. Leta dolgo, mnogo pomladi nazaj je Marko Filip, takratni general RTV, rekel, da če bi RTV prispevek dvignili za 2 evra, bi lahko bila RTV v celoti brez oglasov. In potem je rekel, ampak ne vem, zakaj bi to storili. In zdaj te jaz vprašam, a je to sploh možno? Recimo, da si zamislimo, da je možno dvigniti RTV prispevek. Koliko bi stalo, da bi bila RTV Slovenija brez oglasov? 20 evrov na mesec. Dodatnih ali to bi bilo 20? Ne, 20 evrov za navadnega uporabnika. Se pravi, nam je 14 zdajšnjih na 20. Ja, 20. Vi ste v proračun za 2025 je, če se prav spomnim, nekih 150 milijonov mal čez je bilo določeno, od tega naj bi bilo okrog 110 iz prispevka RTV, ostalo pa naj bi iz drugih virov črpali. Nekje pa sem zasledila tudi dikcijo vzpostavitev neodvisnega modela financiranja. A sem si jaz to prav zapomnila, oziroma lahko to mogoče razložiš? Ja, vzpostavitev neodvisnega modela financiranja pomeni, da se v bistvu prispevek zvišuje z neko inflacijsko stopnjo. A ne? Jaz mislim, da pa je tudi neodvisno financiranje pomembno, bi bilo povezano tudi z neko strukturno spremembo. Ker ko ti nekdo drug narekuje plače, kar je potem zakon zdaj o plačah v javnem sektorju, ti zelo težko zagotoviš neodvisno financiranje. Ne? Ker si v bistvu vedno, tebi, ko se sindikati dogovorijo z državo, se ti masa za plače poviša in nimaš vpliva na to. In nimaš neodvisnega financiranja, ker ti v bistvu narekuje financiranje država, po drugi strani ti pa denarja ne da. Ne? In to se je dogajalo vsa ta leta. Mislim, že status RTV kot javnega zavoda je po moje zelo vprašljiv. Kaj pa bi moglo biti? Mislim, tlele je vsaka drugačna organiziranost ima sicer svoje dobre in slabe strani, ampak zagotovo je pa ta vpetost v javni sektor nekaj, kar je za medij
zelo težavna zadeva. Ne? Ker tudi v bistvu tudi znotraj te sistema plač v javnem sektorju, recimo, mi imamo poklice, ki ne bodo nikoli, recimo, mi imamo vedno neke nove poklice, za katere pač nimaš šole. A ne? Se pravi, prej smo imeli montažerje, snemalce, preden se je to na faksu odprlo, je trajalo in so bili to ljudje, ki so bili bez ustrezne izobrazbe in potem včasih se je še dalo, si jim dal višjo plačo, pa za dva razreda znižal. Potem pa to ni bilo več mogoče zaposliti človeka na delovno mesto, za katerega nima izobrazbe. A ne? Zdaj v tem trenutku so to grafiki, grafični animatorji, ravno kar bodo poznavalci umetne inteligence in uporabe umetne inteligence v produkcijskih procesih. Zato ni faksa. In mi, ko smo v javnem sektorju, pač bom rekla, je izobrazba edino merilo. A ne? Kar je tudi ima določene težave prinaša s sabo, to, kar opisuješ. Ja. Ja, plus pa še nekaj je, ne. Tako in tako, jaz mislim, da je tudi cel sistem pač teh plač v javnem sektorju, po mojem, popolnoma zgrešen in to, da si ti prideš enkrat v javni sektor in si potem tam zaposlen do konca življenja. Ne. Mislim, to so ene stvari, ki bi morale biti drugače regulirane. Ti bi moral imeti pač neki, da ne vem, da po nekih letih pač moraš zamenjati, recimo, ne vem, da na Danskem imaš omejitev let, ko si lahko zaposlen na enem delovnem mestu, moraš prehajati na druge. Zato, ker ti, ko občepiš na enem delovnem mestu, in pač ljudje smo pač taki, to je v naravi ljudi, če do sistem ne spodbuja ljudi, da se spreminjajo, se ne bodo. In potem tam, če piš, ne vem, koliko let, delo postane rutina, zainteresiranost ni več taka, kot je bila, storilnost ni več taka, kot je bila in mislim, da bi to morali vse skupaj spremeniti. Tisti, bom rekla, junak, ki se bo na vladnem nivoju tega lotil, bo tako verjetno naslednje volitve pol izgubil. Ampak to je stvar, ki se bomo morali, ker vemo, da nam javni sektor, res imamo težave v javnem sektorju, no? Na splošno. Ne? Natalija, zakaj si se odločila RTV prevzeti, ko pa se mnogim to zdi, pa prestrukturiranje in vse ostalo, ko se mnogim to zdi misija nemogoče? Zakaj? Pa zato, ker imam verjetno, mislim, jaz sem pač ene vrste norca, ne. Mene zanimajo stvari, ki jih je zelo težko delati, no, kako bom rekla. Jaz tudi, ko sem delala dokumentarne filme, sem se odločila najprej za te otroke alkoholikov, ker se mi je zdela tač neka tema, ki je nekje moja tema, pa sem rekla, dajmo probati to narediti, zato da in je bilo zelo težko dobiti ljudi, ki so bili pripravljeni o tem govoriti in dati to v neko formo, ki ni bila jokajoča forma, ampak je dala nek optimizem in dala tudi neke rešitve ljudem, ki imajo te težave, ampak pa pol sem šla delati čist nekaj drugega, ker sem rekla, zdaj pa grem delati čist nekaj drugega, sem šla delati zgodbo o Adamiču iz leta 47, ki je bil v Albaniji, ker sem pol Beograda, bom rekla, prekopala, da sem dobila neke arhivske posnetke, pa tako naprej, ampak pač eni smo pač ljudje, ki se nam zdi, da je izziv, mislim, pa jaz vem, da me sovražijo ljudje, pa vem, da me bodo še bolj sovražili. A dobro, kakšne zaveznike imaš? Govorim o tem, da pač, glejte, nekdo pač mora sprejeti tudi take težke stvari, ne? In očitno sem jaz na tem svetu zato, da vedno kje kaj popravljam. Meni je to pač neki izziv, bom rekla. Se mi zdi, da pa po drugi strani se mi pa zdi, da je ta javni servis, ljudje, ki delajo v njem, da so pa vredni tega. Vse pravim, pa mislim, da je ta vrednota, bom rekla, enega objektivnega obveščanja javnosti, ki res leta 2016 so na EBU naredili to raziskavo, prispevek javnega servisa k demokraciji in ko so napisali, da bolj, ko je razvit javni servis, večja je demokracija v državi, to je meni glavni moto. Mislim, če mi želimo imeti res demokratično državo, moramo imeti dober javni servis. In to bi moralo biti interes vseh nas. Ne? In to mene nekako, pač jaz sem optimist in pač mislim, da se da, samo če se hoče. Včasih res prideš, jaz sem včasih tudi zelo obupana, pa si mislim, joj groza, kaj sem se iz tega lotila.
pa sem doma, pa imam previsok pritisk, pa mi srce razbija po noč, ker ne morem spati, pa si rečem, le zakaj si se tega lotila, ampak pa spet pride ena, tole moramo še narediti, lej pa tole, pa uno, pa ne vem, pa mi recimo reče Ksenija, joj, veš, koliko je bilo dobro gledati inkognito, lej, koliko nam je povišal tork, pa rečem, yes, super zadeva, pa ne vem, pa reče Mirko, ti, CarPlay, ki smo pri projektu, smo naredili to, pa to se zdaj že pogovarjamo z BMW, ma super. In pa ti to da neko voljo, kaj jaz vem, pač se pravim, norci smo različnih vrst, jaz sem ena od teh, ki pač ima rad take izzive. To je to. Zdaj si mi že Čakaj, sam sekunda, kaj si že rekla, da si po horoskopu? A jaz sem po horoskopu rak, ampak smrdim po levih. Ja. Malce mi je pokvarilo naslednje vprašanje, ampak vendarle, ne. Optimistka ali fatalistka, kar bo pa bo? A ne, fatalistka pa nisem, sem optimistka. Jaz mislim, da se tudi usodo lahko premakne, če se hoče. Okay, ampak zdaj jaz mislim, da je usoda, jaz mislim tako, da v vsakem primeru jaz verjamem, da če človek želi nekaj spremeniti, jaz lahko povem pri sebi. Meni so, ko sem bila stara 40 let, rekli, da si moram hrbtenico tako nekaj zabetonirati. Skratka, jaz sem imela toliko uničeno hrbtenico, da so rekli, da pač samo to, da jo zabetoniram, da ne bom imela več nobenih bolečin. In potem sem rekla, tega jaz ne bom naredila, ker jaz se hočem prepogant, skakati in tako naprej, ker jaz zelo rada skačem. In sem rekla, ali obstaja druga metoda. In so rekli, ja, sam bo treba ful garati, bo treba telovaditi, bo treba se gibati, bo treba paziti na težo, na hrano, na vse. Sem rekla, ni problema, vi sam povejte, jaz bom naredila, jaz hočem imeti svojo hrbtenico gibčno. In evo, pač jaz tudi 2-krat na teden joga, kolo, bom rekla, najhujši sneg, najhujši mraz, najhujši dež, sem na kolesu, hodim s psom ven. Skratka, govorim o tem, da je moč volje tista, ki pač lahko nekaj naredi. In tudi to so že dokazali mnogi ljudje v preteklosti in jaz mislim, da se da. Tvoj načrt, tvoja vizija RTV Slovenije, koliko zelo je to v bistvu visi na tvojem odnosu z 3 direktorji oziroma direktorjem in direktoricama sektorjev, radia, televizije in kaj so to spletnih vsebin, ker v resnici na ljubo, ne, brez njih ne moreš kaj zelo doseči. Seveda, oni so moji nepogrešljivi sodelavci. Ravno tako kot člani uprave in vsa ekipa, bom rekla, ki deluje kakorkoli v vodstvu RTV. Jaz mislim, da jaz pač tudi v to verjamem, da ti lahko v neki organizaciji, to, kar sem že na začetku rekla, 1/3 ljudi pač, ki ima voljo, ki ima željo, ne. Ti v neki organizaciji nekaj lahko spremeniš samo, če kritično maso premakneš, ne. In jaz mislim, da tudi 3 direktorji, ki so tisti, ki si želijo delati dober program, ki si želijo proizvajati dobre vsebine. In jaz mislim, da tudi, mi delamo, moje mnenje je, da delamo dobro skupaj, včasih seveda kakšen zavije z očmi, včasih po moje se zgodi, ki je kakšen pogovor, ki pač ni prijeten, ampak to je del delovnega procesa. Sej ljudje, ki delajo skupaj in želijo nekaj potisniti naprej, se morajo kdaj tudi skregati, morajo biti na različnih bregovih in se pol na koncu pač nekdo mora odločiti, v katero smer grejo. Brez nekega, bom rekla, spoštljivega odnosa v timu, predvsem mislim, da je tukaj spoštljiv odnos in pa to, da v bistvu rešuješ težave, ko se pojavijo. Jaz mislim, da vsi 3 direktorji vedo, da kadarkoli potrebujejo pomoč, se lahko obrnejo name, na kolege iz uprave in skupaj bomo rešili težavo. In še vedno smo jo. Včasih traja malo dlje, to je res,
Včasih je to hitro, ampak vedno jo pa rešimo. In to mislim, da je najbolj pomembno za en tim. In pomembno je tudi to, da se v bistvu vse, bom rekla, nesoglasja sproti razrešuje, da se jih odkrito pove, da se ne govorimo, da je vse super, če ni vse super, in to mislim, da smo tlele zelo odkriti, da si povemo, kje smo se ustavili, pa bo treba mogoče malo kakšno stvar, ne vem, potisniti naprej, ali pa da kakšna stvar mogoče gre v napačni smeri, pa je treba mogoče najti drugo smer. Skratka, ampak jaz vedno verjamem, da več ljudi več ve, in vem, da nisem najpametnejša niti pod razno, in da zagotovo mogoče je treba kdaj prisluhniti nekomu, ki ima mogoče drug pogled. In tudi mislim, da je to moja prednost, ker pač nisem trmasta, včasih mogoče si preveč hitro tudi dam kdaj prepričati v kakšno smer, ampak ker pač se mi zdi, da jaz vedno dvomim vase, ker se mi zdi, da je ta bom rekla, kartezijanska miselnost, dvomim torej sem, da je zelo konstruktivna, predvsem, če delaš v skupini ljudi. Koliko je zaposlenih trenutno na RTV? 2054. Koliko misliš, da bi jih bilo dovolj, da bi delali to, kar s programom, kar spreminjate, kar misliš, da je RTV, da bi to delali? Zdaj odvisno, ali bi lahko imeli freelancerje zraven. To je čisto odvisno od modela, ki ga bomo prevzeli. Ok, ampak še vedno 2000 ljudi, se vseeno. Glejte, jaz lahko rečem, zdaj bom primerljive servise dala. Primerljivi servisi imajo med 700 do 1500 ljudi zaposlenih, ampak imajo pa potem freelancerje. Sprašujem tudi, veš zakaj, zaradi tega sem se zdaj spomnila, da smo pred dnevi, ali sem to novico, ali smo debatirali o tem, ampak ta spreminjanje oziroma prenova sistematizacije delovnih mest, ki je zastarelo in to želite spreminjati, in sploh vse, kar delate v tej smeri, se govori seveda tudi o tem, da ne vem, bo treba odpuščati na kakršenkoli način že. Pa sem se spomnila primera HTV, ki je, mislim, da tudi ne vem, če je v podobni situaciji, ampak tudi se ukvarja s tem. Tam so pa odprli, sem zadnjič poslušala, en fond za odpravnine za te ljudi. A je to nekaj, o čemer se razmišlja tudi na RTV? Mi zdaj v tem trenutku pač imamo razpis za človeka, ki nam bo pomagal pri prestrukturiranju, tako da bomo videli, kako bomo šli. Mislim, treba vedeti, da HTV ima na voljo mnogo več denarja za prestrukturiranje. Jaz lahko povem, da sem govorila z predsednico sindikata novinarjev na HTV-ju ravno o tem, kakšni so občutki, kje so oni delali napake, ker poznam občutke, bom rekla, na strani generalnega direktorja, pa kje ima napake, ker sem z njim tudi govorila. Govorila sem pa tudi s predsednico sindikata in ji povedala svoje mnenje, kako bi to moralo iti, pa kaj je treba definirati in tako. In mi je rekla, da točno to ona pogreša. V bistvu, kaj je cilj nekega takega prestrukturiranja, če v to greš, Ker to, da če narediš, ker pri njih so naredili ta fond, in a veste, ko imaš tak fond in lahko kdorkoli, potem zgubiš najboljše ljudi. Misliš, ker bi hoteli izkoristiti, hej, grem jaz kar malo prej, pa daj mi to, Tako, ne vem, 30 jurjev. tako, ker tisti, ki so dobri, bodo vedno našli pač nekje drugje službo, oziroma bodo šli prej na čakanje, skratka nekaj bodo naredili, Tisti, ki pa jim je RTV edina rešilna bilka, bodo pa ostali ne glede na karkoli. Tako da to ni pravi sistem. Treba je najti, definitivno, jaz nisem zagovornik takega sistema, samo da se vas rešim. Ampak ja, viš, si pa že parkrat omenila, to, da so v podobnih sistemih sodelujejo tudi z zunanjimi honorarnimi sodelavci, A je tukaj prostor za to vprašanje, ki se pogosto, sploh mislim, Aljaž, da je tudi do naju že priletel na družbenih omrežjih, glede
vodenja prireditev izven hiše. Mislim, da ste nek pravilnik okrog tega na novo Ja. napisali, ampak vem, da se velikokrat pojavlja, torej ali pa bilo je težava oziroma se veliko govorilo o, ne vem, Rosvita Pesek želela, pa drugi kolegi kaj delajo. Kakšno imate zdaj politiko glede tega ali pa kakšno je sploh tvoje razmišljanje okrog tega? To je mislim, jaz tako in tako mislim, da je tlele treba malo bolje definirati, kdaj ja, pa kdaj ne, in o tem zdaj razmišljamo. V vsakem primeru je zdaj odvisno pač od odgovornega urednika, ki dovoli ali ne dovoli dejavnost zunaj, službeno. V informativnem programu so pri tem mnogo bolj strogi kot kje drugje. V vsakem primeru je pa treba videti, če človek veliko dela zunaj hiše, a ne, in malo manj v hiši, je treba pač videti, da je on bolj primeren za to, da postane freelancer ali pa da je, a ne, jaz mislim, da bi tu morala biti količina dela nekje definirana. Moram reči, da v tujini, a ne, nekomu, ki je zaposlen na eni javni RTV, na kraj pameti ne pride, da bo šel voditi prireditev za nekoga drugega, ne da bi to naredil preko te javne hiše. Se pravi, da je potem ponavadi je taka praksa, da ko želijo, da nekdo vodi, recimo, iz hiše neko prireditev, se potem dogovorijo s hišo, da ga hiša posodi, a ne, hiša se pa potem s tem človekom dogovori, kako mu bo dodatno nekaj izplačala, ali v obliki nekega avtorskega honorarja, ali v obliki nekega dodatka na plače, ali bo to del delovne obveznosti in tisti mesec ne bo naredil to, kot daje, ampak bo to delal namesto te delovne obveznosti, a ne. Taka je praksa drugje. A pa je na RTV-ju recimo teren, razumevanje, možnost za sploh kaj takega uvesti, ali pridemo nazaj na vrtičke, ki si jih na začetku omenjala, ker pač je od nekdaj tako bilo in ker jim od nekdaj tako paše? Jaz mislim, da je to že zdaj zelo zamejeno. Zelo zamejeno. To je ena zadeva, druga stvar pa je, da javni sektor, da naša umeščenost v javni sektor neke fleksibilnih nagrajevanj za tak način dela v bistvu praktično ne dopušča, ne? Oziroma je to zelo težko izvesti, tako da to bi morali biti v kakšni drugače bi morali biti organizirani, a ne. Primerno za naslednje vprašanje, pa mislim počasi, ker imaš obveznosti, da bomo zaključili. Ali je, jaz odgovor poznam, ampak me zanima, kaj boš ti rekla, ali obstaja na RTV kakšna oseba ali pa oddaja ali več njih, ki imajo poseben status, ki so nedotakljivi. Da tega pa ne boš iz bajte spravila, pa čeprav bi mogel iti, ali pa ta ženska, moški. Nažalost, ja. Ampak delamo na tem, da to ne bi bilo tako. Zakaj so nedotakljivi? Ker imajo, ne vem, ker potem zazvonijo telefoni in se politika, ki načeloma katerih pritiskov ne čutiš, reče, ne, to bo pa ostalo, ali je znotraj hiše tolikšna podpora, ker, ne vem, smo prijatelji od forever? V bistvu so zelo različni kejsi. Po moje niso telefoni tle tok primer je tlele neka organizirana javnost zunaj, ki potem te zasuje z vprašanji preko varuha, pa ki začne pol preko raznih politikov pritiskati. Pol je neki tudi z notranjo javnostjo povezano. Mislim, problem je pa ta, da je ta hiša bila prepuščena, v bistvu zelo prepuščena tem notranjem, v bistvu, jaz pravim, da je ta hiša ena zadnjih trnav samoupravnega socializma. In nažalost, vse se spreminja v nekaterih segmentih bolj, nekaterih manj, ampak nismo daleč od tega. No in pa je še zadnje vprašanje, samo ali je RTV Slovenija prostor za zvezde? V tem trenutku bi rekla, da ne. Zakaj? Zato, ker nimamo niti sistema, da bi te zvezde nagradili. Ker danes je pač zvezdništvo povezano tudi z nekim določenim statusom, ne? Ki ga pa nekdo, ki je umeščen v javni sektor, nekomu ne more dati. Imamo pa neke, bom rekla, mini zvezde, o katerih ste govorili, o katerih ste spraševali v prejšnjem vprašanju.
Ok, zdaj pa res počasi pika, ampak sem še to, Natalija. Res zajetno in ogormozansko nalogo imate z ekipo pred sabo. Koliko trdno si v sedlu? V sedlu nisi nikoli na varnem, zato ker te konj lahko zelo hitro vrže ven. Tako da, in če se tega zavedaš, je toliko lažje. Ne? A veste, jaz nimam kaj izgubiti, no. To je tudi moja prednost. Jaz, če ne bom delala tega, lahko delam karkoli. Dobro, pa še zadnja, Natalija, v redu. Preden gremo na zanimivo, sem povej, ker je glih tak čas, kaj je za velikonočne na tvoji mizi? Jaz v bistvu ne jem svinjskega mesa, že od malega, ker sem alergičnega nanj. Nisem kakšen ljubitelj potic, za mene so velikonočni prazniki predvsem to, da grem k svoji mami. Ok, kaj je na vaši mizi? Mi nič posebnega ne jemo. Mislim, mi jemo tisto, kar jemo sicer, jemo zelo dobro, ali bom kakšnega jagenjčka spekla, ali bom naredila kakšno dobro pašto, ali ne vem, ali bomo šli v eno gostilno, ki ne smem promovirati tam blizu Tolmina, ki jo imam zelo rada, v katero hodim že 100 let. Ne vem, meni je najlepše, da grem k svoji mami. Ampak da imate pa tam na Tolminskem jagenjčke? Moja velika noč, imamo krasne jagenjčke. Mislim, da je to samo pri nas južnjakih. Ne, v kmetijski zadrugi Tolmin, to pa lahko, ker gre za kmetijsko zadrugo, ki je zadruga pač kmetov na Tolminskem. V kmetijski zadrugi na Tolmin imamo fantastično, bom rekla, meso. Jaz sicer ne jem veliko mesa, če ga pa jem pa samo to meso iz Tolminske zadruge. Kmetijske zadruge imamo super skuto. Pač dobiš tudi jogurt, ki si ga lahko sam natočiš iz mlekarne naše lokalne Planika. To so vse naši kmetje, ki pač tam, in jaz v bistvu že ko pijem jogurt, jem sir, skuto iz Tolmina, mi je že to so za mene prazniki. Ni nobene razlike med veliko nočjo. Pravim, velika noč je predvsem moja mama, ki je vsa vesela, ko pridemo domov, in potem ona tam naredi pirhe, ki jih sicer noben ne je. Včasih speče potico, ki je tudi ne maramo, kaj preveč, ampak pol poješ ti en košček, zato ker pač se to spodobi, ker to mama poje, a ne? Ampak nismo. Jaz sicer nisem kakšen velik ljubitelj teh nekih prazničnih pojedin. Jaz rada dobro jem vsak dan. Ne pa, ne vem, da bom pa tam, ne vem, kakšne, bom rekla, rečemo pri nas kažine, delala okrog kakšne hrane, ne delam, ne. No, glede, kar se kmetijske zadruge Tolmin tiče, lahko potrdim vse, kar si rekla, ker je res super, ne? Tudi organizirana in da ne rečemo ekonomsko uspešna. Ne? Nisem pa vedel, da se z Baško grapo tako zadev, da si pač bolj ali manj z tistega širšega območja. To je bilo zelo na pamet rečeno. Jaz imam sicer imam jaz Baško grapo zelo rada, zato ker se mi zdi, da je to en prelep del Slovenije, ki je ljudje ne poznajo. Tudi Podbrdo, recimo, ne ve, da je bila med obema vojnama, je bilo Podbrdo tako zelo mesto zabave, a ne? Ko je bilo pod Italijo, to je bil tak partizon, a ne, v času med obema vojnama, tako da definitivno je pa tako lepa narava, pa ljudje so fajn, no, jaz tako, to je moj dom, tako da. No, evo, in zdaj si v bistvu že skoraj obrnila scenarij, ker zadnje vprašanje v Metinem čaju je zanimivost. Nekaj, kar v tem primeru gostja želi ali pa misli, da širša javnost ne ve in si želi ali meni, da bi morali vedeti, skratka z lepo slovenščino, za katero ti je tako zelo mar. Tell us something we don't know. No, mogoče ne veste, da ima moj sosed iz Tolmina organizira v bistvu neko pot med izviri in potočki in staroverci na Tolminskem. In mislim, da je to ena pot, ki bi jo človek moral iti pogledati in izkusiti, ker so to taka magična mesta
Zdaj bom pa povedala eno skrivnost, da je v Tolminskih koritih, spodaj, ko greš, obstaja ena skala, na katero sem jaz hodila kot otrok, ki ima eno posebno energijo. In če jo želite odkriti, pridite v Tmin in pa pejte tja v Tminska korita. Ta dokumentarc si gledala, ne, nekoč v Posočju. Ja, sem. Ema Ja. Kugler. Ja. To je drugo, ko nekdo drug to naredi. A ne? Res je. Tale moj sosed je pa pravi Tolminc, a ne? In on v bistvu res pozna res lepe kotičke, skupaj z ženo vodita te, bom rekla, pohode okoli Tolmina, okrog posebnih izvirov, pa grejo do Grofove vode, do kakšnih drugih izvirov. Skratka, grejo po poteh te energije, ki je na Tolminskem res veliko, te pozitivne energije in teh nekih mest, kjer so bili ti staroverci, nažalost pač so že nekje naj bi izumrli, no, ampak jaz mislim, da nas je dosti takih, ki smo neke vrste staroverci. Jaz se definitivno štejem med staroverce, ker definitivno verjamem, da obstajajo pač reke, potočki, skale, ki imajo neko posebno energijo, kjer se lahko ti napolniš in tudi ozdraviš verjetno. Na tej točki bom rekla samo še, draga Natalija Gorščak, predsednica uprave RTV, najlepša hvala za vse povedano in za gostovanje v podcastu Met in čaj. Hvala obema, bilo je zelo zanimivo in pa moram reči, da s tem zadnjim vprašanjem ste me pa čisto presenetila. A zanimivostjo? Ja, tako je. Mislim, kako? To sem ti povedala, ker sem te povabila in pred 3 urami sem ti poslala, da to ne boš pozabila. Evo, spregledala. Moram si za naslednjič napisati, da bom bolj vidna s tem. Super je bilo, hvala še enkrat, pa vso srečo. Hvala, jo bom potrebovala. Pa lepe praznike. Enako, tudi vama.